Kaj bi svetovali ljudem v partnerskem in zakonskem odnosu glede reševanja konfliktov? Dejstvo je, da konflikti so naraven del odnosov in konflikti prinašajo običajno na plano neka občutja, ki nam niso prijetna, ki so boleča, ki so trpeča in jih pogosto želimo ljudje in druga naravna bitja odriniti. Bolečina ni prijetna. Če uspemo zavesti, da je konflikt del odnosa in da ga kot takega obravnavamo, je že en dober korak. Druga stvar je, da pri konfliktih da vsak pri sebi nekako zamaši druge izhode, da ni izhod, če me noče poslušati, bom šel televizijo gledati, da ni izhod, če me namaram, šla pa, ne vem, prijateljci. Dejstvo je, da je dobro, da uspemo te izhode zapreti in da smo tukaj, da smo se odločili za odnos, da želimo vztrajati v odnosu, želimo ga gojiti. To pomeni, da potem ostane edinši manevrski prostor pogovor. To je edina opcija. Zdaj, kako se pogovarjati? Z napadanjem, s tem, da lastno bolečino skušamo drugega sprojecirati, da jo bo začutil, koliko je meni hudo, sigurno ne bomo nič dosegali, ampak bomo sam dobili nove obrambne mehanizme nasprot. Skratka, vedno je treba izhajati, se osredotočiti nase, na svojo bolečino, na svojo prizadetost, jo skušati ubesediti, jo skušati prepoznati v svojem telesu in jo izreči. V nekem varnem odnosu je to edini način, kako doseči pol neko soglasje. Zmeri je interes vseh sesalcev, interes po pripadnosti, nekam pripadati, biti zaobjet, biti čuten. Da jaz čutim, da ljubljena oseba čuti, kaj jaz čutim. Ko je enkrat ta most vzpostavljen in ko ga uspemo na novo zgraditi, po končanem konfliktu, po pogovoru, po novi uskladitvi, potem nam konflikt prinese nov nivo odnosa. Kvaliteta odnosa se po konfliktu lahko dvigne. Lahko je na novo močnejša vez vzpostavljena. S to konflikti v osnovi niso problematični. Problem pa je, ko si not v konfliktu, takrat pa trpiš.